Razloge za to odločitev nam je zaupal alfa in omega festivala Franci Kek. In se lahko le upravičimo vsem onim, ki jih je tu prizadelo, tudi meni nam ni bilo to enostavno narediti. Se pa že vsa leta srečujemo s težavami glede terena na Otocu. Velikokrat je festival visel, bom rekel, tudi na nitki, ko smo, če je padlo le nekaj dežja, imeli velike težave. Iskali so boljše prizorišče in laguna se je izkazala za tako, pravi Kek. Kljub temu pa je ta novica povzročila precej nejevolje med privrženci tega festivala. Ja, eno izkušnjo že manj, ko smo šli na letališče v Prečno. Po en stran je pa tudi res, da če odziva ne bi bilo, pol nekaj reč tudi ni, ne vem, koliko vredna, ne. To kaže tudi na moč tega festivala, ampak lahko povem, da Rokotočec, kjerkoli bo to Rokotočec, ne. Glasbenega repertoarja od prejšnjih let bistveno ne bodo spreminjali. No, jaz mislim, da gotov kdo od te, ki je bila na Otocu, tudi ne bo prišel, ker bo rekel, tja pa ne grem. Sem pa prepričan, da jih bo večina to še zmeraj naredila, obenem pa bomo dobili tudi veliko novih privržencev. Z večjimi glasbenimi imeni se še dogovarjajo. Kot najbolj priljubljena skupina zadnjih let pa bo tudi na letošnjem Rokotočcu v Ljubljanski laguni nastopila skupina Midva.